Zaradi viškov električne energije, ki jih pridelajo z lastno sončno elektrarno in pozitivnih izkušenj prijateljev, se je za nakup električnega avtomobila pred nekaj meseci odločila obiskovalka ene izmed ljubljanskih polnilnih postaj. Tako da je mogoče bolj ta prihranek na gorivu, deloma pa tudi je prispelo k temu subvencije, ki so zdaj na voljo in so pač avti postali malo bolj dostopni. Kako dostopne pa so polnilne postaje v Sloveniji? Jaz bi rekla, da je polnilnic dovolj. Včasih je težava, predvsem, ker se na mestih za polnjenje parkirajo vozila, ki ne polnijo, ne glede ali so električno ali ne. V Sloveniji je sicer 27 različnih domačih in tujih ponudnikov, ki imajo po državi skupaj več kot 3000 polnilnih postaj. Težave po mnenju strokovnjaka za električno mobilnost Dušana Lukića tako ne predstavlja njihovo število, temveč težava je v tem, da jih geografsko ponekod ni in pa da so tiste bolj obremenjene lokacije, tam, kjer so hitre polnilnice, počasi postajajo premajhne.